Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Slovenija je praznovala 16 let državnosti. Na proslavi je govoril Janez Janša. Predsednik državnega zbora France Cukjati pa je pregledal častno četo. Predsednika republike Janeza Drnovška ni bilo, ker pravi, da v državi vlada nekakšen totalitarni režim. Na Trgu republike je bilo kljub temu svečano. Poglejmo si nekaj poudarkov iz govora predsednika vlade. Poseben pozdrav velja članom osamosvojitvenega predsedstva, vlade in Skupščine Republike Slovenije in članom koordinacijske skupine, ki je vodila obrambo Slovenije leta 1991. Te nevarnosti so se zavedali tudi jugoslovanski generali in tudi tisti manjšinski del slovenske politike, ki je nasprotoval osamosvojitvi. Skupnimi močmi so maja 1990 razorožili večino slovenske teritorialne obrambe. V 14 občinah so se poveljniki, mnogi o podpori novih lokalnih oblasti in ravno tisti dan oblikovanja nove Demosove vlade, razorožitvi uprli. Na tem pogumu so Tone Krkovič in sodelavci lahko organizirali manevrsko strukturo narodne zaščite. To je bila prva obrambna moč Slovenije, ki je omogočila zavarovanje ukrepov osamosvojitve z realno silo. Letos je minilo tudi 75 let od rojstva dr. Jožeta Pučnika. Za svoje prepričanje je zastavil lastno usodo in plačal visoko ceno. Bil je osrednja osebnost slovenske osamosvojitvene politike, držal je smer slovenske osamosvojitvi. Žal še vedno živimo v prostoru, ker dobro in uspešno ne odmeva vedno daleč. Prodajajo, berejo in gledajo se strahovi, nesreče, afere, grujstvo in plehkost. Še enkrat o sproščenosti in novi zgodovini. Komentar dneva, mojster Igor Vidmar. Nedeljska večerna proslava je bila skoraj nekakšna uvertura v današnji trenutek resnice za zaprtimi vrati v parlamentu. Bila je seveda sproščena. Predsednik države je spet demonstriral svojo neznosno lahkotno državomornost. Nadomestni govorec na Trgu republike, kmalu menda Trg zbora za republiko, pa je sproščeno orisal blagoslovljeno stanje duha v državi. Živimo v večjem blagostanju kot kdajkoli. Mednarodno morje je mirno, le na notranjem morju je nekaj valov in oblačkov, a to bo morda že danes mimo. Je pa mimogrede, če sem ga prav razumel, sproščeno poslal prvotno civilno družbo iz 80-ih let med izbrisane. Za nastanek alternativnih civilno-družbenih gibanj naj bi bila zaslužna nova revija in to šele po izidu 57. številke, torej leta 87, ko so se pankrti že razšli. Adijo pankovska, adijo mirovniška in gej lezbična 80. Ni jih bilo. Nehote ga je sicer popravila rehabilitirana voditeljica TV prenosa Vida P., ki je pluralizacijo kulture in znanosti postavila že na konec 70. let, torej 10 let prej kot nova sproščena zgodovina. Nisem pa vedel, da je bil punk tudi znanost. In je lepa Vida odstotek za osamosvojitev na plebiscitu leta 90 popravila z dejanskih 88 na 95 odstotkov. Torej ji bodo popravljanje premijeja najbrž kar oprostili. In tako se bomo s celo ekipo proslave spet srečali ob letu Osore. Seveda, če bo danes v parlamentu šlo vse po sreči. Veselimo se. Jaz sem mu skoraj verjel na govoru. In kaj si ob dnevu državnosti želijo mladi prebivalci Slovenije? To smo vprašali dijake Poljanske gimnazije. Čim manj slabega programa na TV-ju, ker bojo imeli spet cel dan govor. Mladi so vedno bolj zreli, kot se nam zdijo. Predsednik SD Borut Pahor se je odločil, da na jesenskih predsedniških volitvah ne bo kandidiral za predsednika republike, ampak bo stranko popeljal na parlamentarne volitve. Zbrani socialdemokrati so bili navdušeni in presenečeni, saj mnogi niso pričakovali takšne odločitve. Torej, dragi prijatelji, ker se kot vaš voditelj zaveda tudi moja osebna odgovornost za dosego teh visokih ciljev, bom storil vse, kar je v moji moči, da skupaj uspemo na parlamentarnih volitvah.
Ali ste morda v stranki izmed sebe poslanci stavili, ali bo Pahor rekel da ali ne kandidaturi? Ja, smo stavili pred, mislim, 2-3 dnevi in stave so bile različne, zato je veselje danes toliko večje. Ste vi zmagovalec v svoji stavi? Ne, jaz sem mojih 5 evrov izgubil z velikim veseljem. Slovenska ljudska stranka naj ne bi bila več povsem zanesljiv člen vladne koalicije. Tako je vsaj nedavno namigoval predsednik vlade. Vse vemo kateri. Vodja poslanske skupine SLS Jakob Presečnik in poslanec Josip Bajc sta to odločno zanikala. Vendar sta na naše vprašanje o Sovi odgovorila precej nenavadno. Kdo bolj laže? Rop ali Janša glede prisluhov Sove Sanader? O tom pa jaz povedal, če žigar tega pa od Majo zdaj niti ne morate pričakovati, niti ne, dejansko tega ne moramo vedeti. Ne, jaz bi pa komentiral jaz bi komentiral drugače. Boljše bi bilo, da bi bila oba dva tiho. Oba, kaj? Kakšno je bilo že vprašanje, sem pozabil, daj prosim. Kdo bolj laže? Kdo bolj laže? Oba naj bosta raje tiho. Miss Slovenije 2007 je 19-letna Tadeja Ternar iz Beltincev. Prireditev je letos pripravila TV Slovenija. Scenarij, ki ga je napisal Miha Šalehar, je bil zelo drugačen od do zdaj videnih izborov za Miss Slovenije. Zato je bila realizacija kritizirana s strani nekaterih obiskovalcev, novinarjev in baje celo lastnika licence za izbor Zdravka Gržina. Ti kdo je to pisal? Zagledat ni bilo, je prav. Zagledat ni bilo. Sorry. Pametnjakoviči jebeni. Direktor televizije Jože Možina pa ne prireditve, ne letošnje zmagovalke nikakor ni hotel komentirati. Res nimam ali moram na kolena, evo. Ne, se v redu, da nisem. Torej, kakšna se vam zdi letošnja izbranka? Nimam komentarja na tega. V glavni vlogi je nastopil Frankensteinov stvor Jure Godler, ki se je posebej razživel za Alenko Gotar v garderobi. Na odru pa ne. Beauty and the Beast. Predstavila pa se je tudi zmagovalka Tadeja. Imaš kakšnega ljubljenčka? Seveda imam mačko z imenom Ela. Ela. Kaj pa kakšnega večjega ljubljenca? Ne, nimam. Samska? Ne, fanta imam. Kaj imamo to, nogomet? Rabel bomo novo avizo. Šport in šah. Ok, dobiš. Kaj si rekel? Dobiš. Kdaj pa? Jutr. Jutr. Kaj pa kultura? Pojutršnjem. 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 Ja. Proklita krota mala Agerfetojevska, ti boš mene jebu. Analni fiksiranec zajebani. Marš! Na Sladkem vrhu so spet igrali nogomet politiki. Vladna ekipa je premagala nogometašice, kar niti ni nenavadno, sploh ker med ministri igra tudi bivši državni reprezentant Miran Pavlin. Ker drugač bi proti ženskam pušnali. Ne vem, sami niso tako sposobni, da bi se proti ženski ekipi zoperstavili. Če nočemo menjati, ne vem zakaj, selektorja morate vprašati. Slovenija, 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 kulturac. The Full Cool Orchestra so se v sklopu svoje letošnje turneje po Sloveniji ustavili tudi na festivalu Lent. Orkester je odigral obsežno kompozicijo, Leitinger-jevo stvaritev Suita Quasi Balkanika. Leitinger je k projektu povabil tudi Vladka Stefanovskega, ki mu je suita posvečena. Jaz, ne vem, v tistih momentih, ko so solisti, jaz pa bolj poslušam. Sebe zvijem in je bolj to, zvijem se z muziko, no. Še vreme, v višinah je zrak razredčen, dihajte na zalogo. Bile so to Vesti na vesti iz ljubljanskega studia 136. Adijo.